V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi bratje, drage sestre, danes obhajamo tako imenovano nedeljo kantate, torej nedeljo petja, nedeljo slavljenja, nedeljo hvale. Sama beseda kantate pomeni pojte, ne kot zapoved prazne veselosti, ampak kot povabilo k hvaležnemu odzivu na Božjo zvestobo. Petje v Svetem pismu nikoli ni samo okras bogoslužja, je odgovor srca, ki je bilo nagovorjeno. Je glas vere, ki se rodi iz izkušnje, da Bog ostaja zvest tudi takrat, ko mi ne zmoremo več. Zato psalmist kliče: pojte Gospodu novo pesem. Novo ne zato, ker bi bil Bog drugačen, ampak ker se vedno znova srečujemo z njegovo milostjo na nove načine. Nedelja kantate nas vabi, da se spomnimo, kjer je petje, tam se pot odpira upanju. Kjer je pesem, tam vera najde glas. Kjer se sliši hvalnica, tam Bog prebiva med svojim ljudstvom. Morda danes v sebi nismo razpoloženi za petje. Morda so naše pesmi danes ali pa ob kakšni drugi priliki tihe, zadržane, ali pa morda zvenijo kot vzdih duše. Toda prav takšno petje Bog sprejema. Saj on ne posluša le našega glasu, temveč ga zanima naše srce, iz katerega se pesem rodi. Zato danes stopimo pred Boga takšni, kot smo, z odprtim srcem, s hvalo in prošnjo in skupaj zapojmo, ne zato, ker bi morali, pač pa zato, ker smo povabljeni v veselje, ki ima svoj izvir v njem. Cantate Domino, pojte Gospodu. Prisluhnimo sedaj obvestilom za prihajajoči teden. V ponedeljek 4.5., torej jutri ob 19. uri, bo v cerkvi potekalo molitveno srečanje. V sredo 6. maja ob 19. uri pa bomo imeli v sklopu sredinih forumov predavanje na temo Kdor poje, dvakrat moli. V nedeljo 10. maja ob 10. uri pa bomo imeli osrednje nedeljsko bogoslužje, ko bomo imeli tudi Gospodovo večerjo. Kot vidimo, so naše vrste še vedno nekoliko zdesetkane, kajti številni dragi verniki so odšli na zaslužene dopuste, zato bomo imeli tudi Gospodovo večerjo naslednjo nedeljo. Naslednjo nedeljo pa bomo praznovali tudi tako imenovano materinsko nedeljo, ki je posvečena starševstvu. Torej, čeprav se imenuje materinska nedelja, v ta krog sodite tudi vi, moški, tudi vi, očetje, kajti ta nedelja je posvečena starševstvu. Sedaj pa skupaj zapojemo prvo pesem, ki pravi: Bog velik si.
Biblično vodilo za teden, ki je pred nami, se glasi: Poveličujte z menoj Gospoda, povzdigujmo njegovo ime vsi skupaj. Torej, poveličujte z menoj Gospoda, povzdigujmo njegovo ime vsi skupaj. Besede iz 98. psalma pa naj nagovorijo našo dušo rekoč: Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela. Zmago mu je pridobila njegova desnica, njegova sveta rama. Gospod je naznanil svojo zmago, pred očmi narodov je razodel svojo pravičnost. Spomnil se je svoje dobrote in svoje zvestobe v blagor Izraelove hiše. Videli so vsi zemeljske daljave zmago našega Boga. Radujte se v Gospodu vse dežele, veselite se s petjem in zgodbo. Pojte Gospodu spremljavo harf, s harfami in z glasnim petjem. Naj donijo trobente, naj buči rog, radujte se v pričo kralja Gospoda. In v luči Božje besede poglejmo na svoje življenje in priznajmo svoje grehe rekoč: Gospod, ti vidiš naša srca, naše misli, spregledaš vse pomanjkljivosti v naših življenjih, našo nemoč in našo nesposobnost, da bi se soočili s težavami. Odpusti nam vse krivice, ki smo jih storili drugim. Daj nam moč, da bomo pošteni in pravični. Zaupamo v tvojo milost v Jezusu Kristusu in prosimo, usmili se nas. Besede milosti in slavospev pa razveseljujejo našega duha, saj pravijo: dam vam novo srce. Novega duha vam vlijem v vašo notranjost, odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim še k skupni molitvi. Vsemogočni Bog, hvaležni smo ti, da si z nami, da nam nudiš toliko ljubezni, da ti ni vseeno za nas in da smo bili tega deležni tudi v preteklosti. Daj nam moč in voljo, da ti bomo zaupali vse svoje misli in naše skrbi. Ti veš, kolikokrat omagamo in obupamo, kako nas peče vest in kolikokrat nas morijo skrbi in žalost. Veš, da smo velikokrat nemočni in negotovi, da ne vidimo izhoda. Toda hvaležni smo ti, da nismo sami v naši stiski, da nas po svoji besedi učiš, opogumljaš in vodiš po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Amen. V nadaljevanju bomo prisluhnili berilu iz pisma Kološanom, še prej pa bomo zapeli pesem, ki govori o Božji ljubezni. Ljubezen Božja nikoli
lahko sedete. Današnjo berilo je iz Kološanom 3. poglavje, 12. do 17. vrstica. Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. In vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. Današnje berilo nas vabi, da hvaležnost razumemo kot nekaj zelo konkretnega, kot način življenja, ne le kot občutek. Kaže se v tem, da si oblečemo usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Posebej v odnosih, ko odpuščamo, ko prenašamo drug drugega, ko ne vztrajamo v zameri. Prav v tem hvaležnost postane resnična, ker se spomnimo, koliko je bilo nam odpuščeno. V središču vsega je ljubezen, ki povezuje vse drugo. Iz nje raste tudi notranji mir. Tisti mir, ki ne pomeni odsotnosti težav, ampak zaupanje, da smo kljub vsemu v Božjih rokah. Zelo močan poudarek berila pa je na Božji besedi in skupnosti, da se med seboj učimo, spodbujamo in gradimo. In tukaj pride do izraza nekaj meni zelo posebnega. Prepevanje. Prepevanje psalmov, hvalnic in duhovnih pesmi. Petje ni le dodatek ali lep del bogoslužja, je način, ko naša vera postane živa. Psalmi nam dajo besede, ki jih sami nimamo, v veselju ali stiski. Hvalnice nas dvignejo iz naših skrbi in usmerijo naš pogled k Bogu. Ko pojemo, se hvaležnost ne izraža le z razumom, ampak z vsem našim bitjem. Še posebej pa ima moč skupno petje. Ko skupnost poje, ne gre več za posameznike, ampak za eno srce, en glas. Tudi če pride kdo utrujen, raztresen ali brez prave volje, ga lahko prav skupno petje postopoma pritegne, pomiri in poveže. Zato pojmo, tudi če mislimo, da nimamo posluha, tudi takrat, ko nam ni do tega, ko ni občutkov, ko je v nas praznina ali teža, takrat petje postane dejanje vere. Pesem nas počasi začne polniti, ne z glasnimi čustvi, ampak z mirom, Božjim mirom. Vabim nas, da ostanemo in skupaj pojemo hvalnice. Naslednja pesem pravi v refrenu: slavi Boga, duša vsa, in naj bo to naša skupna molitev.
Hvala ti, Bog, ker vsako jutro znova prebujaš svojo zvestobo in dobroto v našem življenju. Hvala, ker nas nežno ljubiš, a hkrati si naša skala, naša močna opora in nam podarjaš svoj mir, mir, ki ga svet ne more dati. Hvala, ker v naša srca polagaš pesem, včasih nežno hvalnico, drugič tih vzdih in jok in vse to sprejemaš kot našo molitev. Hvala, ker si z nami in v vsakem trenutku, posebej takrat, ko je težko, ko iščemo smer in moč za naprej. Ti nas povezuješ, vodiš, dvigaš, ko omahnemo. Ostani z nami na tej poti in nam pomagaj, da bomo vztrajali do cilja z zaupanjem vate. Tebi gre vsa slava, hvala in čast, zdaj in na veke vekov. Amen. Dragi otroci, sledi utrinek za vas. Vem, da so še počitnice, pa vendar, vsi tisti otroci, ki ste prišli, bomo danes tukaj nekaj skupaj pogledali. Tako, danes imamo tudi medvedka, ki bo z nami poslušal. Super. Takole, dragi otroci, če ste me zelo pozorno poslušali na začetku, sem danes povedala in tudi tekom celotnega bogoslužja, da je današnja nedelja namenjena petju, prepevanju. Sedaj pa mene nekaj zanima. A vi radi pojete? Ja? V vrtcu tudi pojete? Ja, kaj pa v šoli? A je kdo morda sodeluje v kakšnem pevskem zboru? Ne. Aha, to je namig za nas. Dobro. Vem pa, da otroci v vrtcu tudi zelo radi prepevajo, tako kot tudi kasneje. Torej, nedelja, ki je namenjena petju. A mislite, otroci, da pojemo zato, ker Bog hoče slišati naše lepe glasove, da moraš imeti lep glas za to, da poješ? Ja ali ne? Ne. Ja, res, Bog je glede tega kar imun. Glede naših glasov se ne ukvarja kaj veliko, ampak ja, sedaj pa vam bom jaz nekaj tukaj pokazala. Rabim pa enega prostovoljca. Seveda. Sploh nisem dvomila. Ti mi boš tole držal, boš? Tukaj imamo en kozarček. Daj mi samo mikrofon drž. Tole morava napet. Takole, na ta kozarček, ki je napet z membrano, bomo dali malo riža. Vidite? Bova se tukaj obrnila, da bodo še drugi otroci videli, prav? In zdaj boste videli, kaj bom jaz naredila s tem rižem. Vidite ta riž tukaj? Ta riž je čisto pri miru. Nič se z njim ne dogaja. Zdaj pa poglejte. Kaj se je zgodilo? Nekam leti, ne? Moj riž pleše. Kmalu ga ne bo več. A bi še kdo od vas poskusil? Ajde, daj. Bravo, Bor. A boste videli tudi probale? Samo nekaj zapoješ. Aha, si videla, kako je skočil? Torej, ja, zdaj pa za vas, ki ste malo starejši, lahko date roko na svoje srce, pa poskušajte en a, kaj čutite? A, je nekaj noter, ne? Malo zavibrira, ja? To je glas, to je zvok. Torej, kaj smo v bistvu ugotovili? Če damo roko na srce in rečemo a, če rečemo u ali nek drug glas, na napeto membrano se riž premakne, se naše srce zatrese. To pomeni, da naš glas potuje. To pomeni, da ima naš glas moč. In v bistvu, tudi če naš glas ni čisto popoln, tudi če ni zelo lep, tudi če je malo tih in zadržan, vseeno premika Božje srce. In ko pojemo, ne pojejo samo naša usta, pač pa poje predvsem naše srce. In Bog posluša prav to. Torej, Bogu ni pomembno, kakšni so naši glasovi, pomembno mu je, ali pojemo iz srca. In ker ponavadi se vi prilagodite nam, sem se jaz danes odločila, da bomo skupaj zapeli vsi eno pesem,
ki pa jo načeloma otroci najraje pojejo, ko so majhni ali ko so pri verouku, in bomo to skupaj zapeli. Je pa res, da včasih, ko nam je težko, to pesem zapojemo tudi, ko smo odrasli, ker se morda spomnimo tistih dni, ko smo bili še majhni in smo peli, veste, tisto znano melodijo. Damo, Jezus, ljubi me, vem iz svoje Biblije. Tako, dragi otroci, vi boste pa z mano. Ga znate? Ha? Damo, Jezus, ljubi me, vem iz svoje Biblije, pa čeprav sem majhen še, zanži moje ve srce. Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, to vem iz Biblije. Damo, Jezus, ljubi me, on otroke ljubi vse, pridi k meni, kliče nas, milosten njegov je glas. Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, to vem iz Biblije. Damo, Jezus, ljubi me, vem iz svoje Biblije, on ob strani mi stoji, večni je zveličar mi. Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, to vem iz Biblije. Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, to vem iz Biblije. Tako, sedaj pa hitro na verouk, morda še kakšno zapojete tam. Mi pa bomo pobrali še kolekto s skupno pesmijo Poj Gospodu novo pesem. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Bog velik je, ter hvale vreden vse, velik je, ter hvale vreden vse. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Bog velik je, ter hvale vreden vse, velik je, ter hvale vreden vse. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Milost vam in mir od Boga Očeta in od Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje, najprej nas povabim v kratek prizor iz resničnega življenja. Prizor, ki zelo tiho ali zelo jasno pove, zakaj cerkev poje. Marca 2020, v času prvega vala COVID epidemije, na COVID oddelku Univerzitetne klinike Golnik. Predstavljajmo, da smo tam. Noč, grobna tišina, vrata sob so zaprta, bolniki so sami,
Osebje dela zadržano in previdno. V eni od sob starejša bolnica ne more spati. Ne zato, ker bi jo kaj bolelo, temveč, ker ji tišina in strah ne pustita zaspati. In takrat stori nekaj povsem preprostega. Začne tiho peti staro cerkveno pesem, ki jo pozna iz mladosti. Ne poje lepo, ne poje glasno, poje tako, kot zmore. Medicinsko osebje to petje najprej sliši kot motnjo. Instinktivno pomislijo, treba jo bo utišati, da ne bo vznemirila drugih bolnikov. Ne iz strogosti, ampak iz skrbi. A še preden posežejo, se zgodi nekaj nepričakovanega. Namesto nemira se začne prostor umirjati. Zvonci, ki so klicali na pomoč, na katere so pritiskali bolniki, utihnejo. Nekateri bolniki zaspijo, oddelek, ki je bil napet, se sprosti, a še preden osebje poseže, bolniki začutijo mir. Ne zgodi se kaos, ampak mir. Kasneje je bila ta noč omenjena tudi v javnem pričevanju. V oddaji Ultrazvok na prvem radiju RTV Slovenija 9. aprila je medicinska sestra Amela Djurković opisala, kako so prav ob takšnih izkušnjah spoznali na Golniku, da glasba in znane pesmi ne vzbujajo nemira, ampak ljudi povezujejo in pomirjajo. Zato so začeli na Golniku glasbo uporabljati načrtno. Predvajali so in včasih tudi skupaj z bolniki zapeli kakšno pesem, ki so jo znali na pamet, iz domačega okolja, iz domače cerkve, iz mladosti. Medicinska sestra je povedala, da niso peli, da bi bilo bolnikom lepše, ampak da bi jim bilo bolj znosno. In tukaj iz tega primera vidimo pesem, ki se ni rodila iz protokola, iz načrta, pesem, ki se je rodila iz človeka, iz stiske. In kar smo v tej resnični zgodbi slišali, danes srečamo tudi v Božji besedi. Apostol Pavel je v odlomku iz pisma Kološanom, ki smo ga slišali že pri berilu, pokazal, kako pride v krščanskem življenju do pesmi. Najprej govori o medsebojnih odnosih, o sočutju, potrpežljivosti in odpuščanju. Nato pove, da naj v občestvu kraljuje Kristusov mir in ko Kristusova beseda prebiva med ljudmi, se pojavi petje. Prisluhnimo sedaj vrstici 16, ki je vrh izbranega odlomka. Torej, preberimo še enkrat besede iz pisma Kološanom, 3. poglavje, 16. vrstica. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Odlomek iz pisma Kološanom, 3. poglavje od 12. do 17. vrstice ni naključno zložen, ampak ima zelo jasno, skoraj liturgično zgradbo, ki ji lahko sledimo korak za korakom. Najprej Pavel postavi relacijski temelj. Začne z besedami kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni. Pavel ne opisuje in ne nalaga nalog, ampak opisuje odnose. Pove, kdo smo v Božjih očeh, še preden karkoli storimo. Iz te identitete zraste način, kako živimo drug z drugim, v sočutju, potrpežljivosti, v odpuščanju. Vera se torej pokaže zelo konkretno v naših odnosih.
Na to pride liturgični vrh. Pavel reče, Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih. In takoj zatem, Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. To je središče odlomka. Mir in beseda nista občutje ali ideja, ampak nekaj, kar prebiva, ima prostor, oblikuje skupnost, cerkev od znotraj. In potem pride doksologija, pesem. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi, pravi Pavel. In pesem ni nek uvod, ni razpoloženje, ni nastop, ampak je odziv. Ko beseda prebiva in ko mir kraljuje, se skupnost oglasi. Najprej v življenju, nato pa v pesmi. Tako je Pavel predstavil to preprosto resnico. Petje ni nekaj, kar si je cerkev izmislila, ampak je sad živete besede. Izraz skupnosti, v kateri je Kristus doma, v kateri je Kristus navzoč. Pesem ni majhna stvar, je ogledalo človeka, naše vere, veselja, strahu in upanja. V vseh kulturah in verstvih sveta ljudje pojejo takrat, ko besede niso več dovolj. Ob rojstvu in smrti, ob praznovanjih, porazih, v žalovanju, v uporu. Glasba ima posebno moč, povezuje telo, čustva in pomen. Ritem ureja dihanje, melodija oblikuje naše notranje doživljanje, besede dajejo smer spominu. Zato se tudi vera poje. In zato se vprašanje vere prej ali slej pokaže s pesmimi. Povej mi, kaj poješ, in povedal ti bom, v kaj verjameš, pravi en rek. Povej mi, kaj poješ, in povedal ti bom, v kaj verjameš. Zato petje ni nikoli nevtralno. Je izpoved, je oznanilo, je pričevanje. Cerkev zato petja ne razume kot nastop, ampak kot dejanje, izraz naše vere. Pomislimo na zelo preprost primer. Ko se ljudje zberejo na stadionu ali na kakšni državni prireditvi, zapojejo himno. In to ni koncert. Nihče ne ocenjuje intonacije, nihče ne meri kakovosti izvedbe. Pesem tam pomeni pripadnost. Pesem pokaže, kdo smo in komu pripadamo. In tišina ob himni je zgovorna, petje pa še bolj. In tako je bilo tudi v zgodovini Božjega ljudstva. V judovski kulturi petje ni bilo umetnost za elito, ampak osnovno komunikacijsko orodje vere. Kajti večina ljudi ni znala brati, zvitkov Svetega pisma niso imeli doma. Vera se je torej prenašala skozi glas in spomin. Psalme so se učili na pamet, ponavljali so jih, peli so jih znova in znova. Peli so jih doma, peli so jih pri delu, na poti, ob praznikih, ob izgubah. In ko se je pelo, se je tudi zapomnilo. Kar se je zapomnilo, se je ohranilo. In pesem je tako postala nosilka spomina, identitete in vere. To pa ni samo posebnost Izraela, ampak to je posebnost človeštva. Arheologija kaže, da je glasba celo starejša od pisave in starejša celo od človeških naselbin, od mest. V Sloveniji poznamo najdbo iz jame divje babe pri Idriji, koščena piščal stara približno 40 do 60 tisoč let. Podobne piščali poznamo tudi iz Nemčije in ljudje, torej iz tega lahko sklepamo, so peli in igrali glasbila, še preden so karkoli zapisali. V prazgodovini je bil glas prvi medij. Brez knjig in arhivov je pesem nosila znanje. Kdaj sejati, kdaj se seliti, kako držati skupnost skupaj. In kar je bilo življenjsko pomembno, se je zapelo.
zato da je preživelo. V starem svetu se ta vloga še okrepi. V Mezopotamiji in Egiptu so hvalnice utrjevale red sveta, pravila v državi. V Grčiji pa sta Ilijada in Odiseja stoletja živeli izključno v petju. Potujoči pevci, rapsodi so epe nosili v glavi z ritmom in stalnimi obrazci. Tudi v antičnih vojskah so pesmi uravnavale korak in dajale pogum. Pesem je delovala kot lepilo skupnosti. In prav to ima v mislih apostol Pavel, ko piše: Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Z vso modrostjo se med seboj učite in opominjajte s psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi. Pavel ne pravi, pojte, da boste nekaj počeli, ampak pravi, ko beseda prebiva, se oglasi petje. Petje je odziv na navzočnost Kristusove besede. Zato je vera v Svetem pismu najprej slišana in zapeta, šele kasneje zapisana. Bog ljudem ni najprej govoril skozi knjige, ampak skozi glas, skozi pesmi. V Svetem pismu se pesem skoraj nikoli ne pojavi pred dogodkom ali na mesto dogodka, ampak običajno po dogodku. Najprej se zgodi neko božje dejanje in na to pride pesem kot odgovor. Ko so Izraelci prešli Rdeče morje, niso napisali poročila, niso napisali knjige, ampak so zapeli pesem. Šele po rešitvi suženjstva zazveni Mojzesova pesem. Pesem je torej odgovor na to, kar je Bog storil. Enako je bilo v času izgnanstva. Ko Izrael izgubi tempelj, oltar in daritve, ni izgubil psalmov. Prav takrat je pesem postala nosilka vere. Psalmi so se peli ob rekah Babilona v izgnanstvu, brez svetišča, brez varnosti, brez politične moči. Pesem je torej postala prenosni tempelj, prostor, kjer je vera preživela tudi brez institucij. Pesem v Svetem pismu zato ni dodatek, ampak odziv na Božjo prisotnost in delovanje. Pojavi se tam, kjer ljudstvo doživi rešitev, ohranitev ali upanje. In prav zato pesem nosi vero naprej, tudi kadar vse drugo odpove. Pesem torej ni začetek, ampak odmev vere. In to, kar smo slišali, da je veljalo za staro zavezo, se je zelo konkretno nadaljevalo tudi v življenju prve cerkve. Okoli leta 49 po Kristusu v Filipih sta apostol Pavel in Sila po bičanju in zaporu ob polnoči pela himne Bogu, o čemer beremo v apostolskih delih. Pela sta sredi verig. Pesem ni bila njuna tolažba, ampak predvsem izpoved vere v okoliščinah nasilja in krivice. Ta pesem je postala znamenje, da Kristusova oblast sega tudi v zapor, v trpljenje. Dobrih 60 let pozneje, okoli leta 112, je rimski guverner Plinij mlajši v pismu cesarju Trajanu poročal o kristjanih v Mali Aziji. Torej ni pisal kot vernik, ampak kot preganjalec. In ravno zato je pričevanje Plinija mlajšega dragoceno. Zapisal je, da se kristjani zbirajo pred zoro in pojejo himno Kristusu kakor Bogu. To je bil zanj velik problem. Pesem namreč razkriva, kot smo slišali za himne, komu pripadamo in prav zato je lahko nevarna. Tudi v 2. stoletju so poročali cerkveni veri, da so kristjani, ki so šli v mučeništvo, hodili v smrt s psalmi na ustnicah. Ne zato, ker bi zanikali bolečino, ampak ker so verovali,
da jih Kristus, ki je tudi sam trpel, da jih vodi tudi skozi smrt. Avguštin je v 4. 5. stoletju v izpovedih zapisal, da je jokal, ko je slišal petje cerkve v Milanu. Ni jokal zaradi glasbe same, ampak ker je v pesmih prepoznal resnico evangelija, ki je prodrla globlje kot govor. Pesem torej zanj ni samo estetika, ampak način, kako se beseda, Božja beseda naseli v naša srca. V vseh teh primerih iz zgodovine je skupno eno. Pesem ni nastop, ni okras bogoslužja, ampak je javno dejanje vere, izpoved pripadnosti Kristusu in znamenje, da beseda prebiva tudi v trpljenju in tudi v zapuščenosti. Sama beseda himna, omenili smo jo že, cerkvena pesem ali himna, ni nastala v cerkvi. V antičnem svetu je pomenila javno hvalnico, s katero je človek izrazil pripadnost ali Bogu, rimskemu Bogu, ali vladarju, ali neki skupnosti. Himna torej nikoli ni bila le pesem, ampak izpoved zvestobe. Prva cerkev te oblike ni zavrgla, ampak jo je radikalno preusmerila. Kristjani so prevzeli obliko himne, ki je bila rezervirana za cesarja ali bogove in jo namenili Kristusu. Zato Plinij mlajši z nelagodjem poroča, da kristjani pojejo himno Kristusu kakor Bogu. Pesem je torej razkrila, komu pripadajo, in prav zato je bila v tistih časih zelo za kristjane nevarna. Enaka logika je še danes. Današnje državne himne še vedno delujejo po istem principu. Z javnim petjem se izreče identiteta in pripadnost. Razlika pa je torej bistvena. Državna himna zahteva lojalnost, krščanska himna pa je odgovor na Božjo milost. In to ima v mislih tudi apostol Pavel. Ko poveže Kristusovo besedo in psalme, hvalnice in duhovne pesmi, s tem pravi, kjer Kristus prebiva v skupnosti, se pripadnost Bogu ne da skriti. Pokaže se v pesmih. Krščanska pesem je torej hvaležen odgovor vere. In zdaj poglejmo še ozadje te trditve, ki je v resnici najbolj ključna v celotnem odlomku in pravi, Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Glagol, ki ga je uporabil apostol Pavel, pomeni naseliti se, stalno prebivati, imeti dom. Torej ne pomeni obiska, ne pomeni trenutka, ne pomeni navdiha, pomeni Kristusova beseda, Bog naj se useli. To je šokantno, kajti Pavel s tem pravi, cerkev ni skupnost, ki ima besedo ali Boga v lasti, cerkev je skupnost, v kateri je gospodar beseda, Bog. Bog ureja hišo, cerkev, ta naš duhovni dom. In Pavel gre še dlje, ko reče, naj prebiva bogato. To pomeni brez zadržkov, brez varoval, brez rezervnih sob, kjer Bog nima dostop. Ne toliko, da je še znosno, da ga še lahko prenašamo, toliko, da nas ne moti, ampak toliko, da vse preoblikuje. Če Kristusova beseda prebiva bogato, potem ne ostane nevtralna. Vstopi v naše odnose, v naš spomin, v krivice, v rane in začne delati to, kar je Kristus delal sam. Odpušča, nosi, spravlja, daruje mir. In tukaj pride pesem, ki je ne moremo obiti. Pavel torej ne zapove, morate peti, ampak pravi, da je to simptom, kjer beseda prebiva, kjer je Kristus doma, se začne dogajati nekaj, česar ni mogoče ukrotiti. Pride veselja in pride pesem.
Pesem je torej dokaz, da beseda ni ostala zunaj, da ni ostala v razlagi na papirju. Pomeni, da je pesem, da je Kristus našel svoj dom v našem srcu. In ko beseda najde dom, niti cerkev, niti moje srce ne morata več molčati. Zato je pesem tudi razodetje, da je Bog prisoten. Razodetje, da Kristus ni gost, ampak njen prebivalec, naš prebivalec, moj domačin, da Kristus prebiva v našem srcu. In sedaj vprašanje ob koncu. Ni, ali znamo peti. Torej, ali sem lahko kristjan, tudi če nisem član cerkvenega zbora. Vprašanje je lahko, kajti kjer je Kristus, tam je beseda. Kristusova beseda v mojih odnosih, v mojem vsakdanjem življenju, če se naseli in če jo ne dojemam kot gosta, pride in dokaz tega je pesem. Apostol Pavel nas ne kliče, da smo bolj dejavni, bolj aktivni, ampak zgolj, da smo bolj odprti. Ne pravi, bolj se trudite, ampak pravi, dovolite, da vas Božja dobrota in usmiljenje v Kristusu dosežeta, preoblikujeta in pri vas ostaneta. Če se to zgodi, če beseda prebiva v mojem srcu, potem se samo od sebe zgodi, da postanem pevec, da začnem prepevati. Ali v sebi, ali na glas, tam, kjer sem. To se vidi tudi v odnosih, v miru in v hvaležnosti. Zato danes ne odhajamo domov z nalogo, ampak z vabilom, da damo besedi Kristusu ključe svojega doma, svojega srca in pustimo, da beseda v našem življenju naredi to, kar zna, zapoje. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval naša srca in naše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Gospod Jezus Kristus, Ti si beseda, ki želi prebivati med nami. Daj, da Ti odpremo prostor v svojih srcih, v svojih odnosih in skupnostih. Hvala, ker Tvoja dobrota in usmiljenje oblikujeta naše življenje, ker Tvoj mir kraljuje med nami, ker se iz te navzočnosti rodi hvaležen odgovor. Pesem. Tudi kadar zmanjka besed, naj se oglasi pesem, kot znamenje, da si Ti tukaj doma. Po Tebi, ki živiš in kraljuješ na veke vekov. Amen. Na koncu bogoslužja bomo odpeli pesem O zveličar, vir dobrote. To je ena tistih hvalnic, ki jo cerkev poje že stoletja. V njej je vse, o čemer smo danes govorili. Pesem ne poveličuje človeškega napora, ampak Božjo dobroto, ki vedno znova in znova prihaja k nam in na kar se vedno znova in znova odzovemo s pesmijo. Zveličar, vir
In ob zaključku današnjega bogoslužja skupaj strumno v en glas molimo še Jezusovo molitev Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Draga cerkev, prejmimo vsi skupaj še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obliče nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obliče nad te in ti podeli mir. Amen.